Četrtek je čas, da se poglobimo malo v naša čustva in že prej smo najavili, da se bomo danes pogovarjali o ljubosumju. In danes bi začela z enim citatom, ki se mi je zdel tako zelo zanimiv, da ga moram deliti z vami. In sicer, ljubosumje je za romantiko kot sol za hrano. Malo lahko izboljša okus, preveč lahko pokvari užitek. V določenih okoliščinah pa je smrtno nevarno. No in to bo mogoče tudi lahko ena izmed istočnic za najin pogovor. Lep pozdrav Heleni Valguni, psihoterapevtki, dobrodošli. Ljubosumje, kaj bi rekli, je del naših odnosov dan danes, brez tega nekako verjetno ne gre. Vsi v enem obdobju v življenju zaznamo ljubosumje, ampak mogoče za začetek, ali je res ljubosumje kot čustvo povezano z nizkim samospoštovanjem, da se spravijo sebe, nimamo dovolj radi, se ne spoštujemo dovolj in smo zato ljubosumni, ali kaj bi rekli in iz česa izhaja? Ja, pozdravljeni. Res je, tudi zaradi slabe samopodobe ali nespoštovanja postanemo ljubosumni. Kajti ljubosumnost ima v ozadju neko strah, in strah predvsem pred nezaupanjem do sebe, bolj kot do drugih. In ponavadi je ta nezaupanje do sebe povezano z nekim delom sebe, ki nam ni všeč. Naprimer, pogosto ženske, ne bi rada označevala, ampak pogosto so ženske tiste, ki se bolj na zunanjost, recimo, opredeljujejo, ali sem dovolj lepa, ali sem dovolj pametna, ali sem dovolj privlačna, zanimiva za partnerja. In če nisem, potem kako lahko kontroliram najin odnos tako, da vplivam na te, kako te lahko obdržim, ker jaz nisem dovolj dobra. No, z ljubosumjem se srečujemo tako moški in ženske, je pa res, da malo različno pristopamo, na kaj smo ljubosumne ponavadi ženske in na kaj moški, da ženske, bom rekla, gremo bolj površinsko že, medtem ko moški ljubosumje večinoma povezujejo z intimo in s prevaro. Ja, zdaj v tem modernem svetu se to tudi izenačuje, ampak recimo, da moški res pogosteje pravzaprav sebe vidijo v odnosu kot ta del telesni, spolnosti, ali sem dovolj dober kot ljubimec, ali prinašam dovolj materialnih dobrin. So določene razlike med moškim in žensko, ja. Tako da ženske pa bolj želijo imeti nek čustven odnos, prijatelja, kot rečemo, spolnost, recimo, se začne že za zajtrk za ženske, medtem ko za moške pa ni nujno. Ne. Preden nadaljujeva, vabim tudi vas v najino družbo, če imate kakšno vprašanje, mogoče celo izkušnjo, ki bi jo radi delili z nami, ali kakšno dilemo, kako odreagirati, nič 1 475 20 20 ali 475 20 21 sta naši dve telefonski številki. Sicer pa je potrebno razlikovati tudi med koristnim in obsesivnim ljubosumjem. To je izhaja iz tega, ko smo prej rekli, da je kot sol za hrano. Malo ljubosumja verjetno ne škodi, ampak ko rata to obsesija, pa je verjetno že težava. Malo ne škodi v smislu, da pravzaprav se ne moramo temu izogniti. Večina ljudi je vsaj enkrat v življenju ljubosumna. Tako da, če to jemljemo kot sol, ok, to pomeni samo, da to ne obremenjuje odnosa. Drugače pa, če pogledamo ljubosumje kot nekaj, s čimer želimo nadzirati in kot nekaj, kar vsebuje komponento strahu, nezaupanja, potem ljubosumje nima kaj delati v odnosu. Ker čim damo v odnos kontrolo, jemljemo odnosu. S tem odvzemamo partnerju tudi moč. Partner se slabše počuti, se počuti premalo adekvatnega, ponižanega, kontroliranega in to sigurno ne more dobro vplivati. Tako vpliva lahko na kvaliteto dobrega odnosa. Nekdo je že v najini družbi, dobro jutro želim. Ja, dober dan. Jaz bi imela samo to mnenje, da ljubosumje v bistvu te vrste bolezen. In so pa ljudje, ki znajo recimo nekoga pripraviti do ljubosumja in tem uživajo, tako da je to res malo zapletena zadeva, ampak nasplošno
Mislim, da pa ljubosumje dejansko bolezen. Jaz sem zdaj 48 let poročena, pa se ne spomnim, da nikdaj ni na misel prišlo, da bi okrog tega, ker se videla, da osebe, ki so bile ljubosumne, so blazno trpele, ne? Ja, hvala za vaše izkušnje oziroma mnenje. Lahko bi rekli, ne, bolezen, pa ne samo sodobnega časa, na splošno lahko razjeda partnerski odnos, ne, čeprav se ljubosumja čustva pojavljajo v različnih vrstah odnosov, se pravi ne samo med partnerjema, tudi med otroci, tudi se pravi v različnih vrstah. Tako je, v bistvu ljubosumje lahko opazimo v katerem koli odnosu. Tukaj govorimo najpogosteje o partnerskem, ampak kdorkoli ima otroke, bo vedel, več otrok doma se pogosto srečuje z ljubosumjem. Tako na delovnem mestu. Zelo pogosto, kajti ravno na delovnem mestu je nadzor in kontrola zelo pomembna. Tam ves čas opazujemo, se primerjamo, kdo je boljši, kdo ima večjo plačo, kdo ima višji položaj. Poleg tega se lahko pojavlja med prijatelji tudi, ali pa tudi v širši družini, naprimer povezano s partnerstvom, da smo ljubosumni na taščo, ker se partner ukvarja preveč z enem od staršev, recimo, in smo lahko ljubosumni na neke odnose, ki jih ima partner z drugimi, ali z stvarmi, kot je recimo hobi, ali pa z ljudmi. Gre pa ves čas za to, da se mi ne počutimo adekvatni in iščemo načine, kako bi okontrolirali zvezo. Še nekdo je z nama, dobro jutro želim. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdravljeni, kar povejte, vas poslušamo. Ja, gledajte, jaz imam tudi ogromno ljubosumnih ljudi, se Zlatka Olah, ne. Ja, in veste kaj, na mojo družino, ne, so tako ljubosumni, da so nam uničili življenje zaradi ljubosumja, nekaj sodnica Tina Benčič je rekla, da je Romkinja, ne, in jaz sem tudi Romkinja, ne, in je ljubosumna na cel svet nam je uničila življenje, ne. Glejte, kakšno od ljubosumnja, kaj ljudi naredijo, ne. Zdaj v šoli tudi škodujejo mojim otrocima od ljubosumnosti in tako dalje, ne. Jih dajo v kot zaradi ljubosumnosti, učiteljica kaznuje moje vnuke od ljubosumja, od znanja in tako dalje in to, ne. Ja, hvala tudi za vašo izkušnjo, kot smo omenili, ne, v različnih vrstah odnosov se to pojavlja. Ja, gospa je omenila ta drugo stran, ko smo rekli, da vedno tudi obe strani trpita in na nek način lahko postanemo žrtev, ko ste tudi na začetku omenila, da se to lahko eskalira v hude stvari. Zato je res pomembno, da se zavedamo, kje smo v odnosu, pogovarjamo in poskušamo najti način, ki obema ustreza. Pa bi lahko potrdili, recimo še ena trditev mi je bila zanimiva in sicer, da ko nas prevzame ljubosumje, nekaj v nas kliče na pomoč. Ja. Tukaj sta sicer spet pri tem samospoštovanju. Ja, to trditev bi mogoče malce popravila, spremenila, zato ker če rečemo nekaj v nas, potem vidimo to kot nekaj, kar je nedosegljivo, se pravi izven našega nadzora. Nekaj kliče, tretja oseba kliče v nas. In to se potem tudi lahko nanaša na to bolezen. Se pravi, imam bolezen, rabim neko zunanjo zdravilo, neko pomoč od zunaj, ker sam ne morem. Ampak meni se zdi pomembno spremeniti stavek v smislu bolj aktivnosti, ne pasivnosti. Ampak odločil sem se, da bom ljubosumen. Čeprav se to sliši malce nenavadno, ker za nalašč nikoli ne izbiramo ljubosumja, ker prej ali slej se vsak začne zavedati, da to škodi in bi rad spremenil. Gre edino za to, da pravzaprav ne vemo, kako. In je to edini način, s katerim poskušamo zadovoljiti svoje potrebe v tem odnosu, obdržati. Ne poznamo drugega načina. Ampak, če se vrnem na trditev, da je to v naši moči, torej, če sem jaz izbrala ljubosumje, lahko izberem nekaj drugega. Torej, če jaz izberem ljubosumje z namenom iskanja pozornosti, klicanja po pomoči,
lahko izberem nekaj drugega, s katerim bom boljše potem vzpostavila ravnovesje odnosov. Kakšne pa so vaše izkušnje, recimo, se tudi ljudje, ki so zelo ljubosumni, imajo težave s tem, tega sploh zavedajo? Se zavedajo, zelo se zavedajo, če ne takoj na začetku, pa s časoma, a ne, ker to postane tako moteče, da ne morejo normalno funkcionirati. Ker če skozi razmišljaš, zakaj me ni poklical nazaj, zakaj je zamudil iz službe danes spet, če tudi potem sprašujemo partnerja, tudi on nam da nazaj povratno informacijo, da mu to ni prijetno. In s tem se ravno obratno začne to oddaljevati. Torej, ravno ta želja po zbližanosti, po povezanosti, ki je v vsakem življenjskega pomena, pravzaprav že od rojstva. In tudi potem se zgubimo lahko. Se zgubimo in se zavedajo, samo ne morejo si pomagati. No. Mogoče ravno zaradi tega, ker razmišljajo, ne morem, ni odvisno od mene. Hvala lepa, da smo lahko malo razdelali to ljubosumje in bom zaključila s tem, da vam želim, tako kot na začetku, malo ljubosumja je za odnose lahko dobro, preveč pa škodi, tako da previdno. Nasvidenje.